Sej se da biti močen hrast, a ne, pa si ful fajsti, pa vztrajen, pa trmast, pa rineš, ne, ampak boš včasih več naredil, če boš ali vrba ali pa neka breza, pa se boš v vetru premikal, a ne, pa boš tako prišel skozi, recimo. To je mene življenje izučilo zdaj v teh letih. Najljubša knjiga? Jo imam s seboj, evo, Knjiga poti, tole me sicer otrok malo po hčera se mečkeno odločila, da bo nekaj mi napisala, ne razumem sicer, nekaj je napisala, Knjiga poti. Duhovna, globoka knjiga, če želiš, lahko nekaj preberem ven. Lahko, če je kakšen ta... Naključno bom odprla, evo, nič ne bom golfala. Takole. Evo, če hočeš nekaj obvladati, moraš zavestno dopustiti, da se razvije. Če hočeš nekaj omehčati, moraš zavestno dopustiti, da utrdi. Če hočeš nekaj odstraniti, moraš zavestno dopustiti, da se razcveti. Če hočeš nekaj vzeti zase, moraš to zavestno dati na voljo vsem. Nauk o tem se imenuje modrost nejasnosti. Nežnost prekusi moč, nejasnost prekusi očitnost, riba ne more zapustiti globoke vode in orožje dežele naj se ne razkazuje. In to je zelo, mislim, to so zelo stari reki, a ne, po principu se pravi povezanosti z vsem, ker imam zelo afinitete že skozi do duhovnosti pa do ezoterike, čeprav se to mogoče malo spopularizirano sliši, pa ni, a ne, ampak kar sem se z leti, tudi s poslom, pa življenjem, pa raznimi preizkušnjami takimi in drugačnimi naučila, da se da biti močen hrast, a ne, pa si ful fajsti, pa vztrajen, pa trmast, pa rineš, ne, ampak boš včasih več naredil, če boš ali vrba ali pa neka breza, pa se boš v vetru premikal, a ne, pa boš tako prišel skozi, recimo. To je mene življenje izučilo zdaj v teh letih. Da je nežnost včasih pomembna. Moje zdaj še posebej v teh časih, da sem tako. Bomo dali definitivno povezavo na knjigo. Ne povej še, če odpreva tvoj telefon, katere so najbolj uporabljene oziroma najljubše aplikacije? Zagotovo glede na to, da se dosti prevozim v avtu, YouTube, ker poslušam glasbo. In tako kot zadnjič, ko sem se peljala na zajtrk za med, tudi danes sem si Sinatro poslušala, New York in zraven si prepevam, tako da to je edini prostor, ki si lahko na glas prepevam, ker druge ne upam, a ne. Zelo rada pojem drugače, ampak ni to za javnost. Tako da to, potem pa razne aplikacije, torej, ki so potrebne za službo, navigacija, razne security platforme in tako. To, če bi odprla zdajle telefon, ja. Daj mi povej še najljubša hrana. Zelo različna. Dočim moram priznati nekaj, da ugotavljam, da smo tako razvajeni, a ne, ker včasih, če gledam, ko sem bila otrok, pa se ti je nekaj zaluštalo, pa je bilo, mami, a mi lahko to skuhaš, zdaj si pa tako, a bi mehiško, a bi kitajsko, a bi kaj bi, a ne, tako da nisem nekako, sem zelo odprta do tega, no, zelo odprta, zelo prilagodljiva, rada poskušam nove stvari. Ja, tako da ne bi nečesa rekla, da je to, evo. Kitajsko imam pa rada, recimo. No. Prav, en dan suši, en dan kitajski, en dan mehiški. Kaj ti zapaše? Ja. Super, prišla sva še do najpomembnejšega vprašanja in sicer jaz razmeri prosim moje izjemne goste, posameznice, če lahko ponudijo našim poslušalcem, kjer imamo študente, uspešne podjetnike, tudi člane uprav, ki nas poslušajo, kakšen zaključni nauk oziroma nauke ali pa nasvete. Enega ali več. Jaz se namenoma nisem pripravljala ekstra za današnji pogovor, ker rada se prepustim with the flow, ne? Ker itak ti prinese, ti tok potem prinese tisto, kar moraš povedati, reči. In mi tako pride naprej, ne. Ljudje imamo z namenom ena usta pa dvoje ušes. Zakaj? Ne? Zato, da dvakrat toliko poslušamo, kot govorimo. A ne pa, če povežem s kontekstom svojega poklica, pa če povežem z menedžerji, študenti, mladimi ljudmi, ki so na začetku poklicne poti, skratka poslušalci, a ne.
da dajte stvari dobro premisliti, preden ukrepate, ali pa preden greste v neki, da je dobro stvari preveriti, predno investirate, ali se povežete z nekom, ali sklenete neko pogodbo. V tem smislu vedno boljša preventiva, pa tudi vedno cenejša preventiva kot kurativa. Ko nekaj že narobe naredimo, pa ugotovimo, da ni bilo ok. The best. Dragi poslušalci, še enkrat z nami je bila izjemna Bernarda Škrabar-Damjanovič, ki je izvršna direktorica Detektivske varnostne agencije, predsednica strokovnega sveta Inštituta za varnost in strateške raziskave, predavateljica, certificirana mednarodna preiskovalka, TEDx govorka, potem je tudi v izvršnem odboru Council of International Investigators in še veliko nekih klobukov nazivov, tako da Bernarda, še enkrat najlepša hvala. Hvala, me je veselilo. En izmed naših novih segmentov je tudi Beyond Leadership Fuck-ups, kjer z izjemnimi gosti odkrivamo v bistvu fuck-upe, ki so jih oni naredili v svoji karieri. Tako da, Bernarda, jaz bi lepo prosil, če imaš kakšno tako zgodbo, da bojo naši poslušalci videli, da absolutno, kakor si izjemna in dosegaš mednarodne in globalne stvari, si verjetno v karieri imela tudi kakšen fuck-up. Ja, jaz moram pozdraviti to rubriko, ker mislim, da bi se mogli več o tem pogovarjati, ker itak po družbenih omrežjih vidimo, kako je vse idealno. In tudi pare, ko vidimo, je vse idealno, ampak ti, ko ta par poznaš, veš, da pač sta tam pozirala za fotko, da doma je pa kriza, recimo. In tudi v poslu se mi zdi, da bi se mogli več pogovarjati, ker v tujini, recimo v Ameriki rečeš, 5krat sem ga usral, pa propadel, ta 6. podjetje imam, upam, da bo, pa reče, wow, pa ti si res Jack, tukaj pa reče, kak loser si, Tako da o tem bi se mogli več pogovarjati, definitivno. Kar lahko jaz izpostavim, kot res neko največjo fuck up, failure, definitivno, je bilo to, da sem v tujino na en dogodek, kjer sem pomagala pri organizaciji, peljala osebo, za katero nisem dobro preverila, oziroma nisem preverila referenc. In ta oseba se je delala, kako je in sploh, kje vse je predavala, oziroma predaval, kakšne vse titule ima, In pol pride ta oseba tja na ta dogodek, ta dogodek gre, oni so tudi neke hude strokovnjake pripeljali, ki so iz podobnih okolij bili, kot ne bi bila ta oseba, se pravi poklicnih, poslovnih, akademskih tudi, In pol imajo razpravo in jaz ugotovim, on pojma nima, mislim, halo. In mene je tam, mislim, katastrofa. In pol, ko sem šla to preverjati, sem ugotovila, kak fuck up je bil to. In jaz sem se seveda mogla upravičevati potem njim tam. So razumeli, ker mene toliko časa poznajo, pač da ni bilo zdaj, da bi jaz imela zaradi tega neko črno piko ali pa kaj, ampak to mi je bilo, Bernarda, vzemlo se v grezni, ker sej mi pa ne bi bile osebe, ki znamo preveriti stvari. Ja, ampak časovno pač tega nisem naredila. Verjela sem pa, neki medijski prepoznavnosti, pa tudi ni vse to, Tako da, to je stvar, ki se navezuje tudi na temo, o čemer smo govorila, pač bolje preventiva kot kurativa. In pomembno je tudi, da ti za take stvari ni škoda investirati časa, da preveriš eno stvar. Tudi če se v gužvi. Da tudi recimo preveriš mail, ko pride res avtentičen, če se lahko navežem na to. Tako da to je bila ena taka stvar. Druga pa tudi fuck up je predvsem na tem, da sem se mogoče preveč vezala osebno na kakšne stvari, pa je brez veze, da sem jih. Tako da, ampak to je bilo pa res big one. The best. Najlepša hvala. Se pravi, nauk tega je zmeri boljš preventiva kot kurativa, vzame si čas in pogled reference in tako naprej. Obvezno. Najlepša hvala, Bernarda. Hvala. Spremljate nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. No, pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.